Zanima me, kako komentirate petkovo raziskavo, in sicer mislim, da je strani vlade naročila glede priljubljenosti strank, ne? In glede na to, da ste SLS, pa NSI, mislim, da je tam nekje na robu parlamentarnega praga. No, moj to je običajni komentar, odkar je Nova Slovenija nastala, je v vseh raziskavah je bila na robu. Jaz bi raje videl, da vi vprašate vse te strokovnjake, ki imajo toliko zapovedati, kar se tega tiče, kako to, da vedno napovedujejo, da nas bo kar naenkrat konc, imamo pa še zmerno, smo pa ta druga stranka v tej koaliciji. Ne. Torej, jaz vsak bi se želel, da bi bila stvari boljše, da bi se tudi na teh področjih izkazalo, sicer pa nas to ne vem kako dramatično ne moti, bomo delali naprej, prepričani pa smo, da je to, kar smo delali, odkar je stranka nastala, da smo konsistentno delali tako, kot smo govorili in da pač ne pričakujemo nič drugega, kot pa še večjo podporo v prihodnosti. Mene pa zanima, kako vi vidite vpeljavo novega cestninskega sistema v kabinetu? Ja. No, tega je bila tudi ena lepa zmešnjava, ko sem v petek dajal izjave, upam, da bo zdaj malo bolj jasno. Ne. Kar se tiče uvedbe takšnega pa drugačnega sistema cestninjenja ali pa zaračunavanja uporabnikom avtocestnega sistema v Sloveniji, je v svojem bistvu in odgovornost Ministrstva za promet. Iz vidika Ministrstva za finance je to silno pomembna seveda stvar, zato ker moramo zagotoviti in pa pri tem ustrajati, da katerokoli sistem bodi si začasni ali pa oni definitivni, ki ga še čakamo, ko bo Evropa se dokončno zmenila, kar se tiče tega programa Galileo, da bomo lahko satelite uporabljali, mora pač pokriti vse te zahteve, ki se pojavlja, odkar odvijamo ta program, in to že 15-letni program. Torej, kar se tega tiče, jaz podpiram, da se to poenostavi in naredi, ampak moramo pa zagotoviti, da bodo sredstva, ki bo to generirano, da bodo zadostne za finančne odgovornosti, ki jih je Dars prevzel v preteklosti in sedaj. Torej, ali bi v primeru, da bodo cestnina za tovornjake dvignili na evropsko raven, tudi podprli takšen sistem? Poglejte, računice, konkretne računice, to se pravi, koliko naj bi plačali eni ali pa drugi, so še v teku, stvari se še preverjajo in se delajo in bilo nesmiselno, da bi danes jaz to komentiral. Če bo sistem takšen, kot je bil zastavljen, pod takšnimi pogoji, kot je vlada tudi sprejela sklep, jaz nimam absolutno nobenega ugovora, da bi to uvedli. Ampak mora pa dejansko doseči ta cilj, ki ga tudi vlada v svojem sklepu priznala, da mora kriti vse finančne dolžnosti. Jana Zaladnik, Žurnal 24, glede zavarovalnice Triglav me zanima. Kaj pa me zanima? Pa tudi kasneje ste vaše stališče vedno, da prenos deleža na spis ni mogoč, ker je spis javni zavod in je to nasprotno z zakonom o javnih financah. Zdaj pa je pač ta možnost... Prav, tudi to bom še enkrat razložil, ker to sem že v zančnani tiskovni, bom pa z veseljem vam še enkrat povedal. Poglejte, zakon o javnih financah dejansko vključuje neko v enem členu, da javni zavodi ne smejo imeti finančnih naložb. In zakon o javnih financah je v besednjaku pravnikov, je to tako imenovana lex specialis. Istočasno je pa tudi na druga lex specialis in to pa je zakon o spisu samem, ki je bil pa 3 mesece kasneje sprejet kot zakon o javnih financah, ki pa to dovoljuje. Ravno tega smo se hoteli ogniti, da ne bi prišlo do neke neskončne razprave med pravniki, jaz sam nisem pravnik, veste pa za pravnike to je veselica, če pride do take točke, kjer imajo obe strani navidezno imajo prav. In smo se hteli tega tudi ogniti. Dejstvo pa je, da če obstaja nek politični konsens, da se to uvede na takšen način, kot zdaj smo predlagali, mi smo prevzeli tudi ta predlog Državnega sveta v novi sestavi, ki je dejansko tudi nekaj takega predlagal. Seveda oni so še predlagali ne samo, da gre v last spisu, ampak da tudi spis neposredno upravlja. Mi mislimo, v tem predlogu, kot veste, je še vedno prav
odgovornosti upravljanja in dobi KAD, vsa sredstva, ki pa to ustvarja, pa grejo neposredno v SPIZ. In pa možnost, da SPIZ, če ukoliko bo pač potrebno, bo tudi lahko to deloma naredil nek preobrat, da ni treba, da ima vsa svoja sredstva ali pa večina svojih sredstev v samo enem podjetju, ne, da bi bilo pametno, da se tudi včasih to nekoliko razbremeni, a vendar, da bi do tega pride, ne, je pa predlagan v zakonu takšen sistem, ki dejansko daje vsa zagotovila vsem, ne, ker načetnik za takšno prodajo mora biti skupščina SPIZ-a, mora iti skozi vlado, končno pa v državni zbor, da to sprejme, ne, ker je v predlogu je ravno to, da bi se to prodajalo, ukoliko bo tega prišlo, da se prodajo preko mehanizma, ki je predviden v uredbi za razpolaganje z premoženjem države in pa občin. To pa zagotavlja določeno preglednost in mislim, da v tem je močno soglasje. Če ste zasledovali reakcije raznih političnih strank, parlamentarnih političnih strank, je vzdušje pozitivno, da se tega tako lotimo. Še v zvezi s tega me zanima, ali se vam zdi smiselna rešitev za solo delež, da gre na IPO? Poglejte, kar se pa solovega deleža tiče, kot veste, to je premoženje, ki je v neposredni lastni Slovenske skrbniške družbe. Oni ga morajo seveda spraviti v denarna sredstva na podlagi potreb, ki jih ima pač dolžnosti, ki jih je že sprejel. Nima smisla, da mi danes govorimo, kdaj naj proda, takrat bo moral prodati, ko bo pač to potrebno, da bo lahko izvedel svoje dolžnosti. Kolikor bi do tega prišlo, se mi zdi zelo smiselno, da bi to napravil na takšen način, če potrebuje kaj takega. Kar se pa tiče vprašanja glede dokapitalizacije Zavarovalnice Triglav, pa še enkrat ponavljam, ne, o tem je bilo zelo veliko govora, uprava je dala take izjave, ni pa še podprla svoje izjave ali pa svoje želje z nekim konkretnim predlogom in pa veliko strokovno analizo, ki je nujno potrebna, da se lastniki lahko odločimo, ali takšno dokapitalizacijo podpiramo ali pa ne. Vkolikor bo takšno, se bo izkazalo, da je dokapitalizacija potrebna, je pa to najboljši način, da s tem nastopi Zavarovalnica Triglav na slovenskem trgu, to se pravi na borzi, s takšno dokapitalizacijo, ne, da pač ljudje dokapitalizirajo, ali pa in del tega je pa tudi lahko sod, vkolikor se bo izkazalo, da sod ta sredstva potrebuje za izvajanje svojih dolžnosti. Ampak veste, ne gre tukaj za, da prodam ali ne prodam. Prodali bodo, enkrat morajo prodati, zato ker to je edina ustanova v Sloveniji, ki je obsojena, da mora svoje poslanstvo konča. Kdaj pa konča? Ja, takrat, ko bo izplačala vse finančne obveznosti denacionalizacijskih postopkov, ki so se vrteli v zadnjih desetletjih. Še kakšno vprašanje? Če ne, pa ne. Gremo še na drugo delo. Hvala vam lepa. Držite se. V redu.